Jaz sem že pošteno utrujen. Tudi jaz, a ne toliko kot pri športni, ko nas učitelja preganjata, da tečemo 15 minut. Tako švicamo tudi pri matematiki, kjer nas preganjajo funkcije, ter kemiji in fiziki, ker formule živijo po naših glavah. V moji glavi pa se lovijo letnice pri zgodovini, ki ne najdejo pravega mesta. Tudi časi pri angleščini niso nič kaj počasnejši. Pa sklanjanje pri slovenščini ni enostavno. Ni čudnega, da smo tako utrujeni po koncu pouka. Naj vam kar Jakob in Filip opišete, kako smo se trudili teh dolgih 9 let. Za nami je polnih 9 let šole. Ti niso bili le polni domačih nalog, in nervoze, ampak tudi prijateljstev, simpatij, veselja, ljudi, za katerih smo danes dobro smo. Davnega septembra 2013 nas je tedaj 34 znanja željnih cepetavčkov stopilo v veliko šolo, osnovno šolo Toneta Pavčka. Že takrat smo bili polni znanja, ki so nam ga dale vzgojiteljice v vrtcu, in bravuli, ki smo se jih spomnili sami. Prve šolske dni smo močno pogrešali naše vzgojiteljice, zato smo veseli, da se nekatere tudi danes z nami. Hvala vam za vse, kar ste naredili iz nas in za nas. Prvo leto velike šole smo se s pomočjo učiteljic Staša Hočevar-Zajc, Mojce Starešinič in Polone Zoran Perko naučili prvih črt in črt. Kot indijanci smo prespali v šoli in skupaj preživeli kar nekaj nepozabnih trenutkov. Tudi v podaljšanem bivanju smo se skupaj s Simono Ogolin imeli super. Lovili smo se, igrali, pa tudi učili, predvsem pa smejali. Iskreno se vam vsem zahvaljujemo. V drugem je šlo že malo bolj naokoli. Pridružila se nam je sošolka Nuša, učiteljica Drago Bregar in Darja Gibiča, da so se mi šlo zabavili. A pisane črke so nam z vsemi vijugami zavozdale glave. Še dobro, da se nam ves čas stala v strani. Po daljšanem bivanju nas je protila učiteljica Tina Nikolič, za katero upamo, da ji mi nismo pred zavozdali glave. Najlepša hvala vam vsem. Nikoli ne bomo pozabili 3. razreda z Renato Finkhosič in Mojca Ložar ter njune poštevanke. Pridobili smo tudi prve prave ocene in končno so tudi naše babice razumele, kaj piše na spričevalu. Najlepša hvala učiteljicama. Učitelja športa Robert Dagan in Boštjan Strojin pa sem nas v 3. razredu peljala na našo prvo školno naravi, kjer smo izboljšali plavalne zamahe. Do zadnjega dne smo z veseljem hodili k njunim uram. Hvala vam. V 4. so nas više sile pomešale in nikomor ni bilo nič jasno, zakaj je B v A in A v B. Nismo se tako dobro poznali, a z Mojco Starešinič in Zdenko Mežan smo se kmalu navadili sprememb in sprejeli drug drugega. Iskrena hvala. Peti razred za Lešo Šušin Škedelj in Mojco Žafran šel kot po maslu. Učiteljica Leša nas je naučila, kako se izračunati obseg pašnika, učiteljici Mojci pa smo pridobili veliko življenjskih modrosti. Izjemno smo uživali v njuni družbi v šoli v naravi. Hvala vam. In kar naenkrat smo bili v 6. razredu in kar naenkrat se je vse spremenilo. Ta preljuba slovenščina. Sklanjati in spregati nas je učila Barbara Gošič. In ta preljuba matematika,
Ajovce je nekaj mesecev krotila učiteljica Gordana Kmetič, ki je postala tudi naša razredničarka. Bevcem pa je ure krajšal Tomaž Bahč. Hvala vam. Ko nas je učiteljica Kmetič zapustila, so jo Ajovci medse sprejeli Natalija Lokar, ki nas je učila tudi tehniko. Bevci pa smo za razrednika dobili učitelja Klemna Kramerja, ki nas je učil angleščino. Hvala vama, ker ste z nami vztrajala in nas na naši poti spodbujali. Ure zgodovine in geografije. Ure zgodovine in geografije nam je krajšal Igor Zadravec, za naslove pa nas je navdušila Slavka Pečak. Dirigentsko paličico je nekaj časa držala Tamara Žnidaršič, nato pa Ema Polanec. Vohalnico pa Urša Zupančič. Sodnikovo piščalko pa je uporabljala Tadeja Moravec. Hvala vam. S polno paro smo nato stopili v 7. razred, ko se nam je pridružila Lija. Saznali smo tudi nekaj novih učiteljev. Simona Lahnar-Strahinič nas je učila slovenščino, Polona Rozman pa je Ajovce naučila nepravilne knjige. Bajovci smo matematiko spoznavali iz Tadeja Laha. Gospodinstvo, Bajovce pa tudi naravoslovje, učila Leja Geška. Iskrena hvala. Srečali pa smo se tudi z novim predmetom etiko, ki jo je učila Nina Tovornik-Jurgel. Izbirne predmete računalništva nas je učila Anja Luštek, nemščino pa Marjeta Kočevar. Hvala vam. Sedmi razred smo si zapomnili tudi pri šoli v naravi, vse do potem, da smo se tudi prvič učili o domu. Epidemije nas je sprejela tudi večji del 8. razreda. Nosili smo maske, držali razdaljo, umivali roke in tistih nekaj tednov v šoli jedli v zaprtih razredih. Vmes smo se tudi česa naučili. Pri slovenščini smo dobili novo učiteljico Mojco Novak, pri matematiki pa Bajovci Ano Štrbenc. Pri etiki smo spoznali Mašo Mohorko, ki nas je vedno znala spraviti v dobro voljo. Ure fizike, Bajovcem pa tudi kemije nam je na zanimiv način popestrila Zdenka Kandelari. Hvala vam za srčnost, trud in potrpljenje. In sedaj smo tu v 9. razredu z novom sošolko Valentino in učiteljem glasbe Dominikom Strgarjem. Posebno pa se moramo zahvaliti tudi Matej Jancel, Brigiti Sinor in Manci Tori, ki so nas spremljali od prvih do zadnjih korakov. Našim težavam so vedno znale prisluhniti. Hvala. Gospa Vida Muhič, Mojca Jordan in Majo Štir so se vsak mesec spomnili na nas. In tudi njihova vrata so bila vedno odprta, kar smo jih potrebovali. Brez težav so spustile drugo delo in nam pomagali. Hvala. Poskrbeli smo tudi, da hišnika nista ostala brez dela. Stvari so se namreč kar same kvarile, ko smo samo stopili zraven. Ogromno časa in truda pa smo namenili tudi našim snažilkam, ki v poznih večernih urah niso bile brez dela. Hvala za vaše potrpljenje. Prav posebno začinjeno ljubeznijo, ki so za nas požgavele naše kuharice. Iskrena hvala.
Željo po branju nam je potešila naša knjižničarka Nataša Trekovski, ki je za nas vedno imela pripravljeno novo knjigo. Vsekakor pa se moram posebej zahvaliti naši ravnateljici Majdi Čengiji in pomočnici Sanji Pavlinič Vidic. Hvala, da ste nas sprejemali take, kot smo, in v nas iskali dobro. Ali se spomniš, kaj smo se počeli? Vse, zelo luštno smo se imeli. Pa dobrih ocen vsi želeli. Starši in učitelji okrog prstov vrteli. Pa poglejmo, kaj smo doživeli. Dobro jutro, učenci. Dobro jutro, gospod učitelj. No, pa poglejmo vaše domače delo. Boris, zakaj pa je tvoj list prazen? Pa ste sami rekli, da je včasih tišina najboljši odgovor. Pa daj no, kaj ste odgovorili pri prvem vprašanju? Zakaj imamo ljudje več krvnih skupin? Da so komarji bolj pristno prehranjujejo. Zakaj učitelji dajete domače delo, če je otroško delo prepovedano z ustavo? Dobro jutro, se pravičujem, ker zamujam. Dobro jutro, zakaj pa zamujati? Z glasom se udaril pošter, pa zgubil zavest. Daj no. Učitelj, oče mi je bil 50 € za vsako petico. Saj nobene nimaš. Imam pa predlog, zapište mi jih neki, denar si bo delila. Ti kar sanjaj. Kaj pa počneš tam zadaj, Boris? Verjetno nič pametnega. Res je, vas poslušam. Zdaj pa dovolj, spraševal bom. Pridi, Boris. Videti si zivčen, te je strah mojih vprašanj. Ne, strah me je mojih odgovorov. Skupaj smo ustvarili mnogo lepih spominov. Lahko bi rekli, da smo šli že čez vse, kar se lahko doživi. A to je šele začetek. Na naši poti nikoli nismo bili sami. A brez opore staršev si današnjega dne ne predstavljamo. Dragi starši, iskreno se vam zahvaljujemo, da ste nam vedno stali ob strani, nas podpirali pri vseh odločitvah in verjeli v nas. Vemo, da smo vam včasih povzročali sive lase in skrbi, ampak vedite, da smo vam hvaležni za vsako minuto, ki nam jo namenite in da vas imamo neizmerno radi. Naš rojak Tone Palček je napisal: pravi starši, kar čudno se sliši, ne rastejo za vsakim vogalom, ne v vsaki hiši. Pravi starši so strašno redki primerki, podarjeni pravemu sinu ali pa hčerki. Iskrena hvala vam za vse. Nothing
predstavitvi učencev ste morda zasledili, da je v našem razredu kar nekaj glasbenikov. Naj nam zapojejo in zaigrajo Jan, Teo, Jera, Valentina, Leja in Saša.